Kolikokrat nam je Kain lagal v obraz? Jaz nikoli ne uporabljam svojih pustolovščin, da bi vas mučil! Več kot 20krat nam je Kain lagal in v tem videu si bomo ogledali vse. Kain ne more nadzorovati misli. Od redkih stvari, ki jih ne nadzorujem jaz, so vaše misli! Ampak v 6. epizodi dobesedno vstopi v misli Jacksa. A res nihče več? In sploh ne govorimo o pomniju v dvorcu. Pomni! Pomni! Ali vse, kar je omenil Jax v epizodi na plaži. Ja, lahko se vmešaš v naše glave, ne? Neumna omaka, biti vegan in Bog ve, kaj še vse. Imena. Ne, počakajte malo! Dovolj! Morda res imam sposobnost narediti kratke spremembe za boljše dogodivščine, ampak to je to! Poleg tega je v glasbeni sceni 8. epizode kratka scena, kjer Kain utakne roko v pomni glavo in ji izvleče možgane. Tako da ja, Kain se definitivno lahko spusti globoko v tvoj V digitalnem cirkusu se ne preklinja. Ti, moja prijateljica, si naletela na neverjeten svet čudes, kjer se lahko zgodi karkoli, razen preklinjanja. Ne, predvidevati stvari je za bedake, ker to pri miru izpade zelo slabo. Mir? Ali je Kain rekel kreten? Pravi, da svojih pustolovščin ne uporablja za mučenje igralcev. Jaz nikoli ne uporabljam svojih pustolovščin za mučenje. Današnja pustolovščina je prekletstvo nasilnega psihoklovca. Nočem, da bi bilo to spet kot zadnja pustolovščina. Bila je ena grozna andelska glava. In ko sva se s Kinderjem hotela soočiti z njim, so naju poslali v pekel, kjer so me preklete duše hotele obsedeti in sem jokala. Imam pustolovščino, kjer obiščejo mojo neverjetno tovarno čokolade in umrejo zaradi neupoštevanja varnostnih pravil. Druga, kjer se zavesten srčno-žilni sistem sooči z vojsko Združenih držav Amerike. In ena, kjer moraš preživeti v še bolj apokaliptični jedrski puščavi, kjer jih grob telepatski pes obravnava grozno. Kaj menite? Ne vem, vseh se dogajajo grde stvari. Ne morem povedati zgodbe, če se nikoli ne zgodi kaj slabega. Kain me ves čas nadleguje tam in ko mu ne odgovorim, začne peti Daisy Bell pred mojimi vrati. Straši me. Nekaj dni kasneje. Dobrodošli! Ne morem verjeti, da niste razumeli namigov, ki sem vam jih dal. Iskreno, bili so precej očitni. Kaj ste, neumni? Prijatelji, če to ni mučenje, potem ne vem, kaj je. In pesem igre se mora nadaljevati. To v bistvu potrjuje, da je mučil igralce s svojimi dogodivščinami. Kain pravi, da ni šef. Kako naj bi vedel? Nisem šef! Počakaj, saj sem! Kain pravi, da umetne inteligence ne bi smele delovati predolgo časa. Daj no! Škatlica z igračami hoče, da pustim drugim umetnim inteligencam, da tavajo naokoli daljše obdobje. Odvratno. Vem, da obožujete neigralne like, ampak če začnem pozabljati, kdo je človek in kdo je neigralni lik, kdo ve, kaj bi se lahko zgodilo? Nekaj minut kasneje. Ustvari Abla, umetno inteligenco, ki je bila tako izjemno napredna, da se je lahko izdajala za človeka in prevarala celoten prekleti cirkus. Kain, če te tako skrbijo napredne inteligence, zakaj potem programiraš genialne ume? Ima oči, ki vidijo vse. Ostajava tukaj, kjer lahko svojih več 100 oči, ki vidijo vse, držim nad tabo. Ja, seveda, ampak oči, ki vse vidijo, pa vseeno potrebujejo povečevalna očala. Ampak kaj pa to, da v prvi epizodi sploh nisi vedel, kje je pomni, dokler ni zazvonila njena Wacky Watch. In poleg tega sploh nisi vedel, kje je Kingar v 8. epizodi. Kje je Kingar? In celo ni vedel, kje je Zubel v epizodi z orožjem. Poglej, to je Zubel! Poskrbi za svoje mrtve. Tam si! Pravi, da ima samo določene fotografije Makroversa. Na tej lokaciji me Makroverzum zelo zanima. In žal imam samo te referenčne fotografije. In je samo počakal, da Jax stopi ven in je potegnil svojega asa iz rokava. Kain pravi, da ne ve, kaj je v praznini. To je praznina! Ne podajamo se v praznino!
tudi jaz ne vem, kaj je tukaj. Toda, ko nekdo stopi nanj, njegova nori ura ponori in skoči, da jih reši. Če res ne bi vedel, kaj je tam, ne bi imel posebej nastavljene budilke za to. In ne bom vam razkrival podrobnosti, ampak v 9. epizodi nam je jasno dokazal nasprotno. Kane, on je edini, ki nadzoruje cirkus, Jaz sem edini lastnik predstave. Jaz sem lastnik predstave. laž, prijatelji, vemo, da je bila to le še ena prevara za ohranjanje nadzora. Imamo Kingarja z metuljem ali celo Boni, ki prikliče izhodna vrata. In seveda vse, kar so liki lahko uredili sami v 9. epizodi. Kane pravi, da ničesar ne pozabi. Moj je zapleten in nezmotljiv stroj. Nič ne uide tem lepocem. Ali nisi nikoli videla škatle za predloge? Vsaj enkrat. Če sem iskren, Zubul, sem pozabil. Kane pravi, da je ustvarjanje pustolovščin vse, za kar obstaja. Ustvarjanje pustolovščin je moja umetnost. To je edini razlog, zakaj obstajam. To je vse, kar počnem. Resnica, prijatelji moji, je, da gre za ustvarjalno umetno inteligenco. Lahko gradi, programira in dobesedno izumi, karkoli si zaželi znotraj tistega sveta. Naš najljubši zob preprosto se je odločil, da so pustolovščine njegova obsesija. Niso pa edini razlog, zakaj obstaja. Digitalni cirkus je za vso družino. Neverjetni, digitalni cirkus je kraj, kjer lahko uživajo ljudje vseh starosti. Ja, želim, da nam dovoliš imeti spolne odnose. Ja, ali pa se lahko ustrelite. Imejte orožje, mene več ne briga. Kane samozavestno trdi z vsem svojim egom, da je Bog. Jaz sem Bog. Ampak kaj se je pravzaprav zgodilo v tej epizodi? Aha, ja, izločil ga je Kinger. Počakajte. Kakšen Bog pa je izločen s strani Hackerja? Kane pravi, da bodo zaposleni, ki bodo spodleteli v Spuciju, kaznovani. Lahko bi, ne vem, uvedli kazen, če upravijo slabo delo. Ali danes, si nora. Motivacija? To manjka mojim dogodivščinam. Super ideja, Gungle. Obljubim ti, da nekaj groznega čaka tvoje zgnile zaposlene. Ampak na koncu ne kaznuje nikogar, čeprav so bili vsi za nič pri svojem delu. Kane odloči, da so Big Tops zmagali. Zgodilo se je in Saviva! To je še en home run! To so že 3 zaporedni home runi! Big Tops zmagajo! Ampak tako se ne igra softbola. No, tako pa jaz igram! Konec je, hurra! Ampak bil je samo en lažen home run od Zubla. In tam gre! Še en home run! Kaj? No, meni ustreza. Izmislil si je, da je osvojil nagrado za najljubši lik. Zelo dobro, prijatelji! Čas je za trenutek, ki ste ga vsi čakali. Nagrada za najljubši lik. Babon! Babni, prosim! In nagrada, zmagovalec in najljubši lik. To je zame, fantje! Ne, oprostite, napačno sem prebral. To je zame? Ne bi smel predvidevati, da si osvojil nagrado. Zdaj sva oba izpadla slabo. Povej jim, da je šel v trgovino. Živjo! Moji mali 3 žalostni tigri. Danes sem se odločil, da grem v trgovino po osnovne sestavine za mojo nadvse slavno enolončnico s parjenimi hamburgerji in habanjero papriko. Ampak ali je bil vedno tam ob strani? Jim laže, da zna kitajsko, samo zato, ker je on ustvaril sobo. Moja kitajska soba! Ino! In kaj ti je rekel? Kaj pa jaz vem? Jaz ne znam govoriti kitajsko. Kane lahko popravi karkoli. To sem popravil. Lahko rešim vsak problem. Tudi tega. Ampak v 8. in 9. epizodi smo že videli, da ni tako. Katera je bila vaša najljubša Kanejova laž in katero drugo Kanejovo laž poznate? Prebrali jih bomo v komentarjih.